Dobrodošli v novi oddaji Zmorem. Življenje se počasi vrača v tiste ustaljene tirnice. Žal to ne velja povsem za šport, ki se vrača z majhnimi koraki. Znano je, da so olimpijske in seveda tudi paraolimpijske igre prestavljene. In v tej luči smo pred kratkim izvedeli ne ravno veselo novico. Svoji športni karieri sta namreč zaključila odlična parašportnika Darko Đurić in Dejan Fabčič in njima posvečamo našo prvo zgodbo. Darko Đurić in Dejan Fabčič sta parašportnika, ki sta v Sloveniji pustila neizbrisen pečat. Zanimivo je, da se njuna športna pot prepletla že zelo zgodaj, ko sta oba nastopala v bazenih. Darko Đurić se je poslovil malce nepričakovano, v največji meri zaradi odpovedi paraolimpijskih iger v Tokiu, na katere se je intenzivno pripravljal v zadnjih mesecih. Takrat smo še malo razmišljali, da bi zaobšli pravila in še zmeraj trenirali, ampak smo videli, da zadeva ni tako enostavna, kot je izgledala in se je pač vse skupaj zavlekalo, koliko 2 meseca, koliko je trajalo vse skupaj. In sem nekako videl, da ne bi bil več zmožen kvalitetnega treninga. V Dejanu je ta odločitev zorela že dlje časa. Ob skupnem slovesu tekmovalnega športa pa sta oba z nami delila tudi številne zanimive in šaljive zgodbe iz zakulisja velikih tekmovanj. Veliko je zgodb, zdaj bi prav mogel pobrskati po spominu, ampak recimo, ko sva bila cimra, mene je vedno motilo, jaz sem človek od reda in sem imel stvari pospravljene tudi v hotelski sobi, da sem vedno vedel, kje kaj najdem. Jaz sem pa pač malo bolj na easy, sem lepo cune metal na pojslo in po enem tednu v bistvu na srečo, da sem rabil samo pol pojsle, tako da ker nisem več imel nobenega prostora. V tekmovalnih arenah je bila zgodba seveda drugačna, saj sta bila Darko in Dejan vrsto let v evropskem in svetovnem vrhu. Skupaj sta odločilno pomagala pri uveljavitvi parašporta pri nas in navduševala mlade športnike, ki so jima v vrhunskem športu sledili. Ne le zaradi rezultatov, temveč tudi zaradi njunega odnosa do življenja nasploh. Zdaj se srečujeta z novim poglavjem. V diplomski nalogi v bistvu raziskujem, kako ukvarjanje s športom vpliva na položaj invalidov na trgu dela. Se pravi, ali je športnika dodana vrednost, tudi potem, ko nekdo išče službo. Mislim, da kar sem do zdaj uspel dognati, da so neke pozitivne stvari in siguren, če ne na profesionalni, pa na rekreativni ravni, tako invalidom kot neinvalidov šport zelo priporočam. Dejan pa potem, ko se je na največjih tekmovanjih odlično odrezal tako v vlogi plavalca kot kajakaša, morda v športu vendarle še ni rekel čisto zadnje besede. Čisto po naključno sem odkril lokostrelstvo. Moja najmlajša hčerka namreč se je vpisala v lokostrelski krožek in tako sem tudi jaz spoznal lokostrelstvo in moram reči, da me je zelo pritegnilo, predvsem zaradi tega, ker je to zelo inteligenten šport, veliko moraš razmišljati o obvladovanju svojega telesa in to mi zdaj zelo prija. Fizična moč je v drugotnem planu. Tako da začel sem, delamo dobro, imam prijatelje, ki mi pri tem pomagajo. Zdaj ne vem, če se bo to razvilo v kakšno zelo odmevno ali pa tekmovalno kariero, ampak vsekakor poskusili pa bomo. Več o tem, kako se Dejan Fabčič srečuje z novim športnim izzivom, po naših naslednjih oddajah. Odpoved paraolimpijskih iger pa ni prekrižala načrtov le Darku Đuriću, ampak pravzaprav vsem športnikom. Podobno negotov je položaj tudi, ko imamo v mislih ostale športne dogodke. Enostavno danes ne vemo, kako bo. Verjamemo ali upamo, lahko rečem, da bomo v mesecu novembru lahko izpeljali Evropsko prvenstvo v parastreljanju. Laško Open tukaj je malo večji problem, kajti tukaj prihaja celotnega sveta in vemo, kako se še po svetu virus sprehaja. Seveda želimo pa izpeljati vse to, kar je bilo v teh 2 mesecih, ki nismo mogli nič narediti, da izpeljamo v mesecu juniju, juliju, v septembru državna prvenstva vsa, da nekako že, če ne drugega, s tem zaključimo.
Sicer pa je pandemija koronavirusa načrte malce prekrižala tudi avtorju naše nove športne himne, Roku Trkaju, ambasadorju športnega načina življenja. Ne vem, kaj bo septembra, se pravi čisto tako. Pustimo času čas, kaj bo, ampak definitivno, ko se pa razmere uredijo, sem pa pripravljen za košarko, da gremo tako, kot sem dal besedo, da grem Robija in ekipo spodbujati, da še kdaj probamo tudi košarko. V parašportu že nekaj let vlada silovita konkurenca. Brez usklajene ekipe ni uspehov. Naš novinar Matic Burazer je tokrat raziskal zanimivo zgodbo, kako športnikom pomagajo specialisti za protetiko. V oddaji Zmorem vedno izpostavljamo tudi poklice in vede, ki našim športnikom invalidom ob vsem talentu in trdem delu omogočajo, da dosegajo izjemne rezultate. V celotnem procesu je velikokrat zelo pomemben tudi protetik, zato smo se odločili, da obiščemo podjetje Mor Ortotika in Protetika ter izvemo več o tej zanimivi vedi. Najprej je seveda potrebno izpostaviti, zakaj je protetika tako pomembna za športnike invalide. Zdaj v bistvu spet čisto odvisno, kakšen tip športa je, s čim se ukvarjajo naši športniki, ne? Konkretno pri sedeči odbojki, recimo tako kot je pri nas Matic, pri športu ne potrebuje proteze, ne? Ko tekmuje, ampak pri kondicijski pripravi, pri športnih aktivnostih, ki pa spremljajo to pripravo, je pa zelo pomembna, ne? S tako protezo se dejansko človeku omogoči, da je čim bolj aktiven, da čim bolj približamo oziroma čim bolj zmanjšamo hendikep, ki ga pač trenutno ima zaradi manjkajoče noge, roke, karkoli, ne. Zdaj pač ja, materiali so različni, tipi proteze so različne, vedno se potem zelo individualno pristopa do vsakega posameznika, kaj dejansko je tista potreba, ne. Med športnikom in protetikom se zaradi tesnega sodelovanja splete tudi posebna vez. Proteza mora biti prilagojena potrebam posameznika in ves čas v brezhibnem stanju. Protetik je neka nuja vsakega športnika invalida, recimo pri protetiki, ne. Brez proteze je dejansko njegovo življenje mnogo slabše, ne, oziroma nemogoče. Kar se tiče servisa protez, je zelo nujno pri ljudeh. Če proteza ne odgovarja, je potem, kot da je ne bi imel, ne. Čim je nekaj narobe, je lahko v bistvu mehanska okvara proteze, je takoj nevarno za padce in poškodbe, čemur se hočemo zelo izogibati, ali pa neustreznost ležišča, pa spet povzroča neke odragnine na koži, rane, s tem pa spet zmanjšamo aktivnost oziroma nekako onemogočimo tisti dober trening, kateri je pa spet za športnika ekstremnega pomena, ne. V času epidemije koronavirusa so bili športniki prisiljeni v drugačno vadbo, kot so vajeni sicer. Pri uporabi proteze pa je tudi zato zelo pomembno, da je slednja prilagojena na različne obremenitve, jasno pa imajo profesionalni športniki velikokrat na izbiro tudi več protez za različne potrebe. Vedno se stremi k temu, da se naredi protezo, ki je v večjih športih oziroma v večjih aktivnostih uporabna. Zdaj, v določenih primerjih je to mogoče, v določenih ne. Zdaj, če so neke zelo specialne, recimo športne tekaške proteze, takrat je potreba imeti popolnoma posebej protezo, ki je namenjena zgolj za tek. Zdaj, nekaj klasični tek oziroma jogging se lahko naredi tudi za klasično vsakodnevno protezo, ki je bolj intenziven tek, tako kot recimo Matic teče, pa za neko navadno protezo je nemogoče, ne. Zato v bistvu ima on dve protezi, s katero potem zamenja in je tista namenjena zgolj nekim določenim aktivnostim, ne. O sodelovanju protetika in športnika je najbolje povprašati tudi športnika samega. V našem primeru je bil to reprezentant odbojke SD Matic Kržan, ki ga je življenjska pot na koncu pripeljala tudi do zaposlitve v podjetju, ki smo ga obiskali. Ja, moja izkušnja glede protetike je takšna, da človek najprej potrebuje protetika, ki ti je nek kvazi kar serviser, na tem področju, potem pa vse druge ljudi. Zraven tega je še pomembno, da ti protetik omogoča dobro življenje, da lahko ti hodiš, da lahko ti se športaš. Druge stvari so pa potem od samega posameznika. Matic nam je razkril še, kako je z Boštjanom prišel do najboljših rezultatov in kakšne proteze vse uporablja sam. Ja, jaz se moram tukaj zahvaliti kar mojemu protetiku na tem področju. Sva midva naredila enih par protez, da sem jaz dobil to najboljšo protezo, ki jo imam doma. Imam še ene par svojih stopal, to so za druge športe, za druge hoje, za
za gore ali kaj podobnega. Tako je, da jaz imam trenutno doma, se pravi, stopalo za laufat, to je se pravi stopalo za tek, ni pa namenjeno za profesionalno tekaško kariero. Tako da sem lahko vesel, da imam nekoga to moje obdobje zraven, ki mi pomaga, mi nastavlja stopalo, mi nastavlja protezo, tako da je meni dobro. V podjetju so nam z veseljem predstavili tudi sam potek proizvodnje protez in poskrbeli, da je naš obisk minil, kot bi trenil. Protetik je torej za vsakega športnika invalida, ki potrebuje protezo, zelo pomemben, zato bomo v prihodnje vsekakor še večkrat govorili o tej temi. V času karantene zaradi pandemije koronavirusa so bili treningi športnikov zelo omejeni. Matic Borazer je obiskal odlično atletinjo Iris Breganski in se z njo pogovoril prav o tem, kako se je ona pripravljala na nove izzive na atletskih stezah. Epidemija virusa COVID-19 je v zadnjih mesecih povsem zaustavila svetovno dogajanje in spremenila tudi vsakdan vseh športnikov. Ti so v zadnjih 2 mesecih morali trenirati sami in v domačem okolju, kar je jasno otežilo delo tako športnikom kot trenerjem. Naša izredno uspešna gluha atletinja Iris Breganski, ki sicer okreva po operaciji kolena, se je uspešno spopadla z izzivom. Sama sem morala trenirati zaradi Radovljice, jaz živim v Radovljici, tako je okolici, tako narava je, pa sem trenirala sama, mi je bilo malo včasih pogrešala sem moje prijateljice, skupine prijateljico, se smejanje pa tako. Drugače pa moja trenerja mi je dala Saša Maraš, mi je dala plan in treninge, kaj nadelam doma ali pa na naravi, smo tekli na klancu, pa tudi z mojo mami smo trenirali, pa mi je šlo vsaj. Premor s treningi, kot so jih bili športniki vajeni, pa je ponudil priložnost, da so se lahko posvetili drugim stvarem, za katere v normalnem življenjskem ritmu velikokrat ni dovolj časa. Kaj je bilo tisto, čemur se je posvetila Iris? Maja mi je bilo malo dolg čas, no res je. Delala sem za šolo, sem morala nekaj za izpite, testu, pač preko Zoomu za čudovanje. In potem pa za družino sem z mojo mami in mojega mlajšega brata, drugače mojega mlajšega brata skozi igrava tako na nogomet, pa malo na družino, na smeh, pa tako. Je pa premor predstavljal poseben izziv tudi trenerjem, ki so s svojimi varovanci lahko sodelovali le na daljavo. Več o tem zahtevnem obdobju nam je povedal nekdanji skakalec v višino, zdaj pa trener Damjan Šparovec. Ja, v bistvu taka dolga pauza se po moje že zelo dolgo ni zgodila. Mogoče lahko primerjamo s kakšnimi počitnicami, recimo 2-mesečnimi. Tako da smo kar nekako na podoben način tudi trenirali. Pač si v stiku prek interneta, telefona, napišeš svojim atletom plan, potem pa pač upaš, da bojo ta plan izpolnili vse. Tako da sodobna komunikacija pomaga, da smo na vezi stalno. Epidemija je povsem spremenila tudi tekmovalni koledar in jasno odnesla nekaj pomembnih tekmovanj v tej sezoni. Nekatera so bila prestavljena, nekatera pa žal odpovedana. Ja, zdaj ta vsa velika tekmovanja so bila odpovedana ali prestavljena na drugo leto. Tako da zdaj bomo priložnost iskali predvsem v teh domačih tekmovanjih. To so se pravi naša državna prvenstva, od višjega ranga pa bojo mogoče samo pač ta balkanska prvenstva se izvedla. Tako da teh tekmovanja višjega ranga pa žal ne bodo izvedena. Predstavitev tistih največjih tekmovanj v mlajših konkurencah predstavlja veliko težavo, na kar opozarja tudi Šparovec. Ja, to je zdaj problem za tistih, ki bodo prestopili v višje kategorije in vsa ta tekmovanja odpadejo. To pa zna predstavljati tudi problem zaradi kategorizacije, sploh če je bil atlet tako dober, da je imel priložnost za dobro uvrstitev, recimo. To je predvsem glavni problem. Ekipa Zmorem jasno vsem našim športnikom želi, da bodo lahko čim prej uspešno tekmovali, hkrati pa držimo pesti, da bo tudi Iris kmalu znova povsem pripravljena za tekme in da je koleno v prihodnosti ne bo več povzročalo preglavic. Zdaj pa gremo k naši naslednji temi. Slovenci obožujemo gore.
Enako velja za invalide in za ljudi s posebnimi potrebami. In to temo nam bo zdaj predstavil naš sodelavec Klemen Vozu. Obiskali smo planinski dom Ušte nad Moravčami, kjer velik del svojega časa preživi Jurček Novak, vodja odbora z imenom Planinstvo za invalide in osebe s posebnimi potrebami. Skoraj 40-letnimi izkušnjami na tem področju je pravi človek za to vlogo. Odbor je zelo pomemben, ker v sami planinski zvezi je hierarhija. Predvsem delo z invalidi in osebami s posebnimi potrebami zavzamejo največji problem je strah. In tudi, ko smo ustanovili odbor, smo prvo štartali na priročnik, prav zaradi tega, da smo imeli eno od strokovnih gradiv za usposabljanje. Ker že delam skoraj 40 let z invalidi in osebami s posebnimi potrebami, se mi je dogajalo vedno, ko sem prosil prijatelje, če bi mi pomagali kaj v hribe voditi kot vodnike, so rekli, ja, kaj bo pa to, kaj bo pa to, pa kaj bo to. In samo ta strah je bilo potrebno premagati in danes se nam res veča število strokovnega kadra, ki smo lahko na njega zelo ponosni. Odbor je bil ustanovljen pred 5 leti, danes šteje 14 članov. Strokovno usposobljen kader vztrajno raste, kar je zasluga tudi namestnice vodje odbora Marije Tečič, ki obenem opravlja vlogo vodje za usposabljanje. Jaz osebno gledam tako, da ko pridemo nekam, ko ne gre naprej, ali je treba prestopiti, preskočiš ali pa iti okoli. Včasih je zadosti, da se malo počaka. V bistvu posebnih težav ni, ponekod je treba res veliko več vztrajnosti pokazati, dokazati. Me pa marsikdaj preseneti, da so pa vrata ponekod odprta, da toliko ne, da te čakajo, da naredijo prostor, črtajo stvari, ki so imajo planirane, da lahko pridejo korak bliže, da sodelujejo, da tudi potem recimo na ministrstvu pridejo ideje z strani ministrstva in to se mi zdi sicer ni minus, ampak je spet plus, da ko prideš in se pogovarjaš, da v pisarni oziroma da imaš sogovornika, da je človek, da ni samo tisti administrator tam in upravlja eno funkcijo. Prihaja torej do vse boljšega sodelovanja na različnih ravneh, medtem ko osrednji del izvajanja aktivnosti predstavljajo tako imenovani inkluzijski pohodi, v ospredju pa je slogan Gore so za vse, tudi za invalide. Če dam za primer, da organiziramo pohod za 50 oseb na invalidskem vozičku, torej rabimo 100 spremljevalcev. In to je zelo težko dobiti. Pri slepih je 1 na 1, za nizkogorje ni tako težko, za visokogorje, ker je že potrebna oprema in pa seveda nekaj prakse in pa predvsem dobra kondicija, je pa veliko težje, ni več tako izbiro in je tukaj, moraš imeti en bazen, na kater ti to vse omogoča. Bazen prostovoljcev, kot se je izrazil Jurček Novak, je v začetku letošnjega leta postal precej večji, saj so s slovenskimi skavti, taborniki in Karitasom podpisali dogovor o sodelovanju. Odbor planinstva za invalide in osebe s posebnimi potrebami intenzivno izvaja tudi projekt Gluhi strežejo v planinskih kočah, v oblikovanju je aplikacija s planinskimi potmi za sodelujoče pohodnike, obeta pa se tudi sodelovanje v projektu 8 evropskih držav. Tako, počasi smo prišli do konca današnje oddaje. Za to oddajo bi lahko rekli, da je bila na nek način prehodna, kajti športniki se počasi vračajo na tekmovališča. Vsi si želimo, da bomo v naslednji že lahko poročali tudi s tekmovanj. Do takrat pa hvala lepa, da ste bili v naši družbi in ostanite zdravi. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.